Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Verjetno se še spomnite, da je letos, tako kot vsako leto v bistvu, nekje spomladi, zgodaj spomladi bila podelitev priznanj odličnim, najboljšim športnikom v občini Ormož in tudi tistim, ki so posebej zaslužni za razne športne dejavnosti v naši občini. Kar nekaj je takšnih, seveda, in letos so priznanja dobili Andrej Stanič, Božo Šef, Branko Brumen, Robi Mesarec in Štefka Borak, ki je danes naša gostja. Lepo pozdravljena, Štefka. Pozdravljeni. Ja, kar nekaj časa je minilo, od takrat nekako se nam niso urniki poklopili, kot rečemo po domače, ampak verjamem, da nikoli ni prepozno, kajti tvoja športna pot, dejavnost je dejansko bogata, tako da se nam zdi prav, da vseeno malo spomnimo Ormožane, kaj vse si počela v teku svoje rane mladosti. In predlagam, da kar začneva tam nekje, recimo že v osnovni šoli. Si že takrat bila tako dejavna na športnem področju? Ja, vedno sem imela zelo rada šport. Trenirala sem rokomet, kot smo pač takrat delali, pa ritmično gimnastiko z lesjakom. Potem v srednji šoli se je nadaljevalo, Ja, z sestro, nekako sta vedno bili dejavni. Je sestra Jožica tudi tako športno usmerjena? Trenirali smo v skupini Zadnika, to je bila skupina, telovadna skupina, ki je nastopala v Beogradu pred parado, Titovo parado. No, vidiš, to je tudi pomembno. Potem smo folkloro plesali, potem smo, mislim, res dejavnosti. Kot osnovni šolki? Ne, to je bilo že v srednji šoli. Kot osnovni šolki pa smo v glavnem ta ritmična gimnastika pa rokomet. Smo nastopali po celi regiji z rokometom, bili zelo uspešni. Obiskovali sta glasbeno srednjo šolo, se mi zdi? Ja, obiskovali smo najprej nižjo glasbeno, bolj pa smo, ko smo šli v gimnazijo v Maribor, smo obe obiskovali tudi srednjo glasbeno. Se pravi, poleg gimnazije še srednjo glasbeno? Ja, poleg, jaz z klarnetom, Jožica pa z klavirjem, pa z tolkali. No in poleg vsega tega, dveh šol srednjih pravzaprav, sta imeli še čas za tiste športne dejavnosti? Joj, veš da, to smo imeli najrajši. Tako da, mi smo imeli za vse čas. To smo pač ljudje, ki imamo vedno za vse čas. No in potem sta seveda odšli študirati v Ljubljano. Z tistih časov se vaju spomnimo kot manekenk, plesalk. No, piši nam malo tiste čase. Bili smo v študentskem plesnem klubu Kazina. Smo plesali v tej plesni skupini. To je bila pravzaprav prva revijska skupina, mogoče v Jugoslaviji, jaz ne vem, v Sloveniji sigurno, ker so nas najemali, da smo spremljali pevce s plesom tudi v zagrebškem studiu, na televiziji zagrebški, pa na ljubljanski in tako dalje. Tako da smo bili ena prvih revijskih plesnih skupin, ki je spremljala pevce, kar je danes zelo moderno. Takrat pa se je to šele začenjalo, No, takrat ste dejansko bili že vidve z sestro, sta bili zelo popularni, vsi Ormožani smo se tako veselili, evo, petkovi dve nastopata, Ja. In tisti čas je pravzaprav tudi te plesne skupine so bile zelo popularne, Zelo popularne. Plus tega smo se bavili še z manekenstvom, in smo potem to Modo za vas na televiziji RTV Ljubljana snemali, ki je bila, ne vem, kak je bilo, vsake 14 dni je bila Moda za vas po televiziji, no tam smo bile midve kot manekenke. Potem so sodelovali Mednarodne mode fest, res smo se dosti angažirali. No, kot dve mladenki, dve lepotici, popolnoma enaki pravzaprav, sta bili verjetno atrakcija, Veš, da smo bili. Enkrat vem, da so prišli v Ormož naj snemati, ko smo glih krmo sušili. Smo bili v kratkih kavbojkah, v kratkih hlačah. Smo potem bili na naslovnicah tiste revije Tina, z zobačami pa z rasohami v tistih kratkih hlačah. Veš, da jim je to bilo zanimivo. Štefka, oprosti toliko, da pojasniva našim gledalkam in gledalcem to, ki nekaj brni, To potekajo dela gradbena nekaj na našem domu kulture, tako da oprostite tem motnjam, ampak naju ne bo nič motilo, Očitno ne. No, ostali smo torej še v tistih študentskih vajnih letih, oziroma tvojih.
Potem, No, da ja. kot dijakinje smo že šli na tečaj planinskih vodičev. Aha, še to, že takrat. Že kot dijakinje smo končali tečaj planinskih vodičev in sicer za letne in za zimske razmere. Imeli smo ga na Peci, tam smo bili 10 dni, tako da smo potem od takrat registrirani planinski vodiči in začeli tudi pomagati voditi skupine razne v naše planine. Na razen teh športnih dejavnosti, torej planinstvo, ne? Mislim, dobro, to je tudi šport, vsekakor, ne? Ja. To pomeni, to je bila še ena dejavnost, verjetno, poleg plesa in vsega ostalega, ne? Za planinstvo nas je navdušil najni stric, Tušar, Srečko, iz Škofje Loke, oziroma takrat so še bili na Bledu. Tako da smo že kot 13-letne deklice bile na Triglavu in tako dalje, ne? In potem se navdušiš. In potem to nikoli ne spustiš ven, ne? In jaz sem res celo življenje v planinah. Celo življenje, če po resnici povem, bila sem 4 leta predsednik društva, potem 24 let tajnik društva, planinskega društva Max Meško Ormož. Čez 50-krat sem peljala Ormožance na Triglav. In to so bili od otrok do starejših, do starostnikov. Na Triglav, čez 50 let. Mislim pa, da skoraj njega v Ormoži planine, na kateri da je bila. Ampak vedno sem neke skupine vodila. Še zdaj jih vodim. Zdaj sem se sicer bolj osredotočila na ženske, ker mi je to tak izziv bil, zakaj pa ne bi ženske hodile po planinah, vedno so rekli, morate imeti nekega moškega zraven, ne? Ne, ni res. Mi dve sestro, ona se mi pridruži pri teh akcijah dostikrat in mi je fajn, ker mi je v pomoč, ker je tudi planinski vodič, ne? Vse, če vprašaš moje ženske, ne, to tako zgleda. Tam 80 je včasih, jaz sem prva, moja seka je zadnja. Ja, seveda, kolona gre, ne? Kolona gre, ona bolj vidi, če so s kom težave, kak jaz. No pa so težave, torej. Ja, me opozori, nekdo nima kondicije, nekdo ono, potem pač se temu prilagodimo, nikoli nobenega na cedilu ne pustimo, ne. Tako da še vedno imam enih 10 akcij, najmanj na leto. Pa v glavnem z ženskami, ne, se gremo mešano tudi, ampak to je tak specifika. Pa to tudi po 2-3 dni, tako da spimo v planinah, to je luštna stvar. Lani smo imeli skoraj predolgo turo, smo hodile prvi dan 11 ur. Komaj smo zdržali, tako se ni sveto obljubila, kam malo krajše ture delamo. Ja, no, dobro, vrniva se še nazaj v tvoje vajne, oziroma tvoje, ne, sedaj bova se midve se pogovarjava. Torej, tista študentska leta, kot praviš, plesna skupina, kako dolgo si torej sodelovala v tej plesni skupini v Ljubljani, oziroma sestro, ne? Ja, celi študij, kaj smo študirali v Ljubljani, 3-4 leta smo bili tam člani te plesne skupine, študentskega plesnega kluba. Zanimivo je bilo, no res. Resni treningi so bili, tudi klasiko baleta smo trenirali, ker so pač od nas zahtevali res znanje, plesno znanje, ne. No, potem si se vrnila v Ormož. Katerega leta je to bilo, se spomniš? Leta 78. In takoj od začetka sem ustanovila, ker takrat sem bila tako notri v tem plesu, ne, plesno skupino Hame Bela. Samo malo še, kako pa ti je bilo potem zapustiti vse v Ljubljani in se vrniti? Jožica je še ostala dejavna ali sta obe potem nehali? Nehale smo obe, ker jaz pač tako gledam na življenje. Vsako življenje ima nekaj. Prestopiš drugo obdobje. Meni to nikoli ni bilo težko. Lepi spomini ostanejo, krasna doživetja si preživel, pa začneš neko drugo obdobje. Ko si otrok, ko si mladi, ko si potem študent, si študent, potem pa začneš, jaz sem se v bistvu noseča vrnila z Ljubljane. In sem začela družinsko življenje, ne. No, poleg tega pa si vseeno bila dejavna, torej ustanovila si plesno skupino takoj, ko si se vrnila leta 78. Ja, takoj, ker mi je to manjkalo v moji dejavnosti tu Hame Bela z Slavkom. Kaj to pomeni Hame Bela? Slavkom Sevrom. On je tudi ples treniral v Ljubljani, pa balet treniral, pa ne vem kaj vse, pa potem na koncu na Dunaju bil, zelo uspešen. Tista leta je pa bil v Ormožu. Hame pomeni Hamlet, smo njemu rekli. Aha, točno. Bela pa pomeni, to pa je bil moj študentski zdevek. Bela so me rekli.
Bela pomeni Lepa, lepa, pa bela. bela, ne blondna. Ja, No, in fino. smo mi za to združili in smo imeli mi belo. Ja, fajn je bilo, no. Res smo se udeleževali teh regijskih srečanj, bilo je okrog 40 otrok, osnovnošolcev v glavnem, ki so hodili trenirati in smo šli na regijska srečanja in smo vedno uspeli priti na republiško srečanje, tega mi smo vedno nastopali v Cankarjevem domu v Ljubljani. To pomeni, to je bil takšen izrazni Izrazni ples, ples ne? je bil to. Mi smo eno zgodbo si izmislili in smo jo odplesali. Ne? Kako dolgo, koliko let si rekla, je bila ta plesna skupina Hami Bela? Ko sem ne vzlagala, tu Ja, sem kar- si malo kar- nekaj kar poglej, napisala. ja. Hami Bela je bila 10 let. No, to je kar neko 10 obdobje. let. Potem je, to je naslednik, je bil potem Tomaž Bolcar. Ja, samo on ni imel več te skupine, on je prevzel te tečaje, plesa in tako dalje. Ne. Tudi je imel ogromno strokovnega znanja, zelo fajn je delo, ampak ta skupina ni več delala potem, ko sem jaz. No, predlagam, da si kar vzameš v roke ta svoj papir. Papir. Sicer je seveda prinesla Štefka s seboj to priznanje. Priznanje. Ne? Ja. Glede na vse dejavnosti, ko jih bova opisali, je to Ja. no, dobro. Ni No, to samo za leto 25. Nekaj tu piše za zaslužno športno delavko za leto 25. Skoraj bi mogla dobiti za življenjsko delo. Ja, dejansko. Ne? Športno življenjsko delo, ker vse v letu 25 sem delala tudi največ na področju planinstva, ampak vse moje prejšnje dejavnosti, kao da bi bile pozabljene, pa jaz ne dovolim. Tega No, ne recimo, torej greva lepo po vrsti. 78. leta si prišla torej v Ormož, ustanovila Tako. skupino plesno, izrazni Tako. ples, ne, smo rekli, 10 let. 10 No, let, kaj, pa, ja. kaj se je še usporedno dogajalo? Ne? Ja, Verjetno se kar, ne? v okviru Zveze kulturnih organizacij Ormož, vedno sem se na nekaj naslonila, nikoli nisem sama delala. Ne? In seveda kulturnega društva Ormož sem leta 1986 ustanovila baletno šolo v Ormožu. No, to je tudi zanimivo. To je Baletno verjetno šolo. tvoja ideja bila tudi, To je ne? bila moja ideja. Učitelji so prihajali ob sobotah iz baletne šole iz Maribora. Imeli smo tudi okrog 40 otrok najmanj. Imeli smo baletno pripravnico, potem balet osnovna šola in tudi balet srednja šola, že te počasi. 7 let smo imeli to baletno šolo. Mislim, da ni bilo proslave ali kaj vem, kaj v Ormožu se je dogajalo, da nismo nastopali. Ne? Plus tega so ti otroci delali tudi izpit na koncu šolskega leta, ker so to bili profesionalni profesori, ki so prihajali, ne? Jih učiti ob sobotah. Pozneje sem jaz to baletno šolo nekje predala glasbeni šoli, kaj bi temu rekla. No, skratka, glasbena šola je ugotovila, da bi bilo fajn, če bi imeli v okviru glasbene šole tudi balet. Jaz sem nehala delati in so na isti način še zdaj imajo učitelje iz baletne šole iz Maribora. Se pravi, koliko let je delovala ta baletna 7 let sem jo jaz let. No, to je vodila. kar obdobje, ne? To je kar Kar nekaj generacij najbrž, Ja, to ne? si ne more nekdo predstavljati. Ja. To so mi otroci že v srednjo šolo prišli, pa so še vedno prišli na balet. Ne? Aha. No in katere generacije otrok so bile to, recimo, Ja. koliko so bili stari, ne, takrat? Imeli smo glasbeno pripravnico, kjer so bili v mali Recimo šoli. 7, ne, 6, To so 7? bili, ja, to so bili 6-7 let, potem celo osnovno šolo in potem na koncu, v zadnje 3 leta, že tudi srednje šolce, ne? Ker so pač rasli, ne? Deca grejo. No, ti si tukaj sodelovala oziroma bila organizator teh plesnih treningov, ne, oziroma baletnih, ali si tudi ti torej bila torej kot mentor? Ne, jaz sem bila bolj organizator, treninge nisem vodila. Aha. Trening sem pustila strokovnemu vodstvu, ker sem vedela, sicer sem jaz sama trenirala balet v Ljubljani, ker smo imeli obvezno v tej plesni skupini študentske, samo nisem imela toliko. Torej še vedno na prstih ti še gre? Ne, ne, to pa več ne gre. Nisem imela toliko znanja, no. Nisem hotela, da je to na približno, ampak je moralo biti strokovno. No, zanimivo, ne, že sama ideja, da si sploh ustanovila, ne, potem, da si dobila te učitelje, kdo jih je plačal, to so... To so starši nekaj prispevali in smo potem te učitelje plačali. Ne. Kulturna zveza, si rekla. Ja, Zveza bila kulturnih je delavcev. kulturno društvo Ormož, pa tudi Zveza kulturnih organizacij Ormož. No, nastopali ste pa torej na proslavah. Ja,
skoraj nič se ni dogajalo, ko mi nismo nastopali. Baletke. Ne, se te veš, to je vedno bilo popularno, ne. Ni bilo na takšnem nivoju, kak nekaj v Mariboru, ampak je bilo. Ja. Ne. Eni so pač malo boljši, eni malo slabši. Zdaj, glede te, kot sem prej rekla, plesne skupine Hami Bela, ne, tu sem dobila republiško priznanje Mete Vidmar, ker mi je ta Zveza kulturnih organizacij Slovenije mi je No, to podelila. je veliko priznanje. To je eno ta večjih priznanj na plesnem področju, plesno-kulturnem področju in je bila podelitev v Cankarjevem domu, direktni prenos po televiziji, tako da so mi celo profesori z gimnazije čestitali, ker so me videli. Tako sem bila, to je bila zelo lepa stvar. To je bilo leta katerega? Tako da si malo veš, da si... Ja, mogoče bom tu zdaj našla to, Mete Vidmar. Ja, 92. v Cankarjevem domu je bila podelitev, 1992. So to, imamo kakšne fotografije in to? Ja, jaz imam priznanje doma, zdaj kaj drugo pa ne. Priznanje. Ja, Jaz ker ne. priznanje imam. Ja, mi pa še takrat tudi nismo bili dejavni. Ne. No, so takrat že bile te revije, recimo, ki jih Javni sklad za kulturne dejavnosti organizira, srečanja teh raznih plesnih skupin. Ja, seveda. Tudi že, Na veliko je to delalo, res. Regijsko smo imeli, prav regijsko, včasih smo nastopali v Mariboru, včasih v Radgoni, včasih v Ormožu je bilo srečanja. In mi smo se vedno, so prišli komisija iz Ljubljane in smo se vedno vrstili, naša skupina, na republiško srečanje. No, to v pomeni, da Cankarjevem ste domu. bili zelo dobri. Zelo dobri smo bili. In potem smo šli enkrat v Ljubljano, smo plesali ene kmečke plese, pa smo napletli iz šibja ograjo, plot, ne, po domače. In zdaj to bilo treba v Ljubljano spraviti. Mi smo to vedno črno folijo zavili in smo nesli na vlak. In nas so nas dol prekleli, ker niso mogli onega vozička s pijačo mimo peljati. Da so mi na hodniku imeli naš plot, ne? Ja. In si ti predstavljaš, ko smo šli od železniške postaje do Cankarjevega doma, težek je bil toti plot. Vsi smo držali in smo ga po celi Ljubljani nesli. Pa potem verjetno nazaj tudi, ne? Maki pa. A Mi ne? smo nastopali v Cankarjevem domu s tem, s to svojo grajo zelo uspešni smo bili, pa smo jim kar pustili to tam. Za spomin. Smo rekli, ne bomo več, da zdaj tega nesli, bomo si druge naredili. No, vidiš, to so doživetja, spomini najbrž, Smo ne? pustili tisto ograjo, tisti pleteni plot, kar v Cankarjevem domu. Tak, No, tebe si predstavljam, kako si tistega sprevodnika tam prepričevala na vlaku. je rekel, dol bomo vas vrgli z vlaka. Ja. Sem rekla, ja, lahko, samo v Ljubljane. No, dalje potem, kako je zgodovina tekla naprej? Tvojih dejavnosti, ne? Ja, jaz sem potem ustanovila aerobiko. Aerobiko. Leta? Jo. Veš, ta leta so zelo Ja, pomembna. leta so zelo pomembna. Zdaj pa da vidim, če jaz imam tu letnico napisano. 20 let sem imela aerobiko. Ja, to pa se spomnimo. In sicer sem vodila treninge v osnovni šoli Stanka Vraza, pa potem v osnovni šoli Miklavž nekaj časa, še zraven, pa v osnovni šoli Tomaž. In to je bilo za odrasle, ne? To je bilo za dekleta in žene. Tu me je- 20 let torej. 20 let. To me je podprla občinska telesna kulturna skupnost. Me je podprla, ne? Pa osnovne organizacije sindikata me je podprl, ko smo mi organizirali, da smo imeli to v telovadnicah. Ne? No, to je bilo včasih 2-krat na teden, ne? 2-krat na teden je bilo, ko pa sem trenirala še Miklavž pa Tomaž, pa sem imela, mislim, vsak dan trening. No. Res. In to je torej za odrasle in ženske, so torej dekleta. Dekleta in ženske, zelo velik interes je bil. To pa se spomnim, Jaz ja. vem, da sem jih imela po 80 včasih na treningu. In sem si morala zvočnike nabaviti, ker je v tisti trvanci se ni več čisto na konci slišalo. Jaz sem komando morala imeti. Seveda, ker je to razgibavanje na zvok, ne? Na zvok, na glasbo, na ritem. Kaj je danes alternativa tej aerobiki? Jaz sem proti koncu na Ptuj šla in sem delala tečaj za Tai Bo. To je plesno-borilna veščina
in sem potem trenirala na mesto aerobike, taj bo, malo sem menjala, no, zadnjih par let. Kaj jaz vem, kaj je ne vem. No, če sedaj se števa 10 let Hamibela, Ja. 7 let plesna skupina, 20 let aerobika, ne? Že to so lepa leta tvojega dejavnega športnega Ja. življenja. Zraven si vedno še planinarila, organizirala planinske Vsako leto izlete. bila vodič za vse akcije, od rane pomladi do pozne jesene. Planine sem res rada imela. No, da ne pozabim, organizirali smo 24 let planinski tabor. Še to, ja. Tabor, jaz sem bila organizator glavni, moj mož mi je pomagal, potem nas je bilo enih 6-8. Smo tudi imeli po 40-50 otrok, tudi 80 včasih. Moja mama je bila glavna kuharica, kuhali smo v vojaških kotlih. Mislim, da ni doline, Valvskih dolina, v kateri nismo bili. Bili smo po cel teden, naprimer od ponedeljka do ponedeljka. Včasih vsi mokri od dežja, včasih. To so pa takšne dogodišče, da bi lahko človek knjigo napisal, res. Koliko je teh tabornikov običajno bilo? Se pravim, bilo jih je najmanj 40 pa navzgor. Aha. In to se je vse v kotlih skuhalo, to se je vse tam. Neka voda je morala mimo teči, ka smo lahko posodo umili, pa da smo vodo imeli. To je vse improvizirano, to je bilo življenje. Mi smo otroke učili živeti in preživeti v naravi. Delali pa smo tudi potem v okviru teh taborov planinsko šolo. Pa ture smo imeli. Če smo bili po Triglavu, je bil sigurno vzpon na Triglav. Sigurno. Pa na vse druge vrhe. Od Krna do, Mangrta. Verjetno vse, ne? Vse. Redko katerega Ja. nisi, torej... To pa so bila dosegla. doživetja, pa moram potrkati, nikoli se nam nič hudega ni zgodilo. Ker danes si ne upam predstavljati, da si nekdo upa iti s tolikimi otroki v en planinski tabor, tako jak smo mi to imeli, saj smo jih tudi na štrik zvezali, pa tako daleč je bilo nevarno. Ko ste plezali. Lahko se marsikaj zgodi. Vem, kaj enkrat Ambrož, Ciril, pozabijo en del tistega varovalnega štrika. In smo šli na Škaf. To je Matkov kot pri Logarski dolini, se tam vedno, ko so bile še prave zime, zdaj jaz ne vem, če se še mislim, kaj se več to ne naredi, se izgleda tak en ogromen škaf naredijo in mi smo plezali gor na rob tega škafa, ko smo dol pogledali, pa potem nazaj in tam čist na koncu, ker to je bil sneg palet, ne, nam je zmanjkalo tistega štrika, ki ga je Ciril pozabil doma in je zdrsnila ena punčka. Jaz sem bila prva pred njo in je z glavo je udarila tam v skalo in si je tudi zadaj presekala in seveda to takšen križ šprica. Ne. Vem, ko sem si ruto strgala, pa se nje. Se smo imeli vedno nekoga, ki je bil zadolžen za prvo pomoč iz zdravstvenega doma. Sam je bila na začetku skupine, ne. In jaz sem super reagirala, sem tisto ruto gor pritisnila, pa kar let nadevala, Tomaž je pribežil bolj do mene, pa smo jo kar obložila z ledom in smo v bistvu ustavila krvavitev, pol pa smo jo peljali v Jesenice na šivanje. Ne. Tako da je bilo potrebno šivanje. Ja, bilo potrebno šivanje. Na srečo nič hujšega. No. To je bila ena nesreča, drugače pa smo imeli več sreče, kak pameti. No, poglej še malo v te svoje, da se spomniva, torej. A ja, viš to, ne, v okviru nižje glasbene šole sem vodila mažorete. No, to je tudi pomembna dejavnost. 8 let. Ampak spet sem bila kak en organizator. Aha, nisi trenirala? Ne, nisem jih trenirala jih je moja hčerka Natja. Ona je šla tudi na te tečaje in tako naprej. Krasno skupino smo imeli. Imeli smo 20 odraslih, pa 20 predšolskih. Mažoret. Vsaka je imela svojo maličko zraven. In to so fenomenalne bile. Jaz sem takrat imela obrt, ne? In sem v okviru svoje obrte smo je zašili plesirke, takšne jaknice, škorne smo imeli čez kolena, tako res atraktivne mažorete, lepe, ne vem kaj, trenirane. Tam male smo jim zašili ne take klubučke bele. Jaz sem kot organizator, vse to si nekdo težko predstavlja. Jaz sem sodelovala, naprimer smo imeli 20 teh malih, jaz sem vedno šla k staršem po 3-krat, ko smo se vse zmenili, kao ono, ko tretjo, po nastopu sem pobrala te mažorete.
uniforme smo jih očistili. Vem, ko sem po ene klobuke šla v Škofjo Loko, v tovarno Škofja Loka, kako se ji reče? No, saj ni pomembno. Klobuke delajo, no. Pa tak, no, skratka, skrbela sem za to, glasbena šola nam je tam en prostor dodelila, pa tudi ene omare nabavila, da smo potem to notri obesili vse skupaj. No, potem je Natja odšla, hčera je šla študirati v Italijo in je prevzela vse Bombekova, Mojca, pa je potem ona 2 leti trenirala. Potem smo pa nehali, no, so drugi prevzeli. Težko je to. To moraš biti, mislim, moraš znati organizirati, moraš biti odrasel, ne? Ker vidim, ko so to punce prevzele, to ni tako ne? To je res sodelovanje, so treningi, to so pogovori starši, to je en kup stvari, ne? Ki pač morajo vse štimati, ne? No, danes je morda še malo bolj skomplicirano vse skupaj, ne? Ja, še bolj, ja. Še bolj, ne? Kako pa sicer gledaš na to dejavnost, mažoret dan današnji? Ja, nekako ni popularno danes. Ne vem zakaj. Ne, jaz vem, pri meni so bile vse moje manekenke, mažorete. To sploh ni bilo vprašanje. Popularno je bilo to. Zakaj je bilo, jaz ne vem. Pač smo bili mogoče takšni zraven, da jim je to bilo zanimivo. Imela sem toliko navala, da sem morala audicijo narediti. Ne? Da so prišli otroci, pa da so morali nekaj odplesati in tak dalje, da sem videla, kdo ima smisel za glasbo, za ritem, ja. Za ritem, da nismo vzeli nekoga, ki bi potem imeli težave s njim, ne? Ali pa ki bi izstopil iz skupine in tak dalje. Ne? Moja skupina je bila zelo homogena. Ne? Jaz sem pač to zahtevala, to se mi je zdelo pomembno, ne? Da lepo izgledajo. Ja, no, seveda pa si ti tudi ljubiteljica mode, ne, vedno si zelo lepo urejena že od nekdaj, tako da nič ni nenavadnega, da si imela tudi svojo manekensko skupino, modne revije, no, povej nam še o tem. Ja, to skupino sem tudi imela 12 let. Jaz sem tudi strokovno probala čim bolj pristopiti, povabila sem, ker sem se sama s tem ukvarjala, te, ki ličijo, ne, ki sem imela tečaj ličenja, da sem jih vse naučila, kako se naliči te punce, tečaj, potem tudi kako se hodi in ono in tretjo, tako da smo imeli kar dobro. Zanimivi smo bili, ne, jaz sem delala v Mariboru, mene so vsi poznali, ne, in če so organizirali kaj v Mariboru, pa so jim manekenke manjkale, so mi vedno telefonirali, pošli nam kakšne manekenke, rabimo 2, 3 in so v naše šle. Enkrat vem, da je bila otvoritev enega velikega butika v Mariboru in so imeli zagrebške manekenke, ampak premalo. In ta ženska, ki je to vodila, me je klicala, če imam kakšno in sem svoje ta boljše poslala, ne, veš da, ne. Od svoje hčere, potem Tanje Bohinove, potem Nemšakove Ksenije, take, wow. Tako so razturale na modne, jaz sem šla gledati modno revijo, modna revija je bila perfektna, s klobuki in tak dalje. One so bile tako dobre, da so pol zagrebških manekenov sploh na oder ne poslali. So bile tako jezne, one zagrebške manekenke, da ti ne morem povedati. Ampak moje so bile tako dobre, da so oni znoreli, ne. In tako, da smo bili zelo uspešni, ne. No, po Ormožu torej si prirejala te modne revije ob kakšni priložnosti? Začeli smo, enkrat za Martinovo smo začeli, sem prišla na revijo, zakaj ne bi za Martinovo imeli modne revije. In je res zelo lepo uspela pred gradom, vedno nam je glasbena posodila, da smo oder naredili. Ona je imela tiste takšne lesene, da se jih izložijo v pisto. In smo vedno oder imeli, ne. To je bilo fino, pisto v bistvu, ne, ko so se gor sprehajale. In smo z ormoških trgovin, raznih, pač te zimske stvari, ne, od plahčov, bunt in tako. Za Martinovo, ja. Za Martinovo je zelo lepo uspelo tisto. No, pozneje smo imeli modne revije vedno za dan žena. Enkrat sem imela modno revijo, perila iz listce. Za dan žena, v hotelu. Malo me je bilo strah, kako do ljudje reagirali, ker to pa je perilo, ne. Ja. No, pa je zelo lepo je izpadlo, nekatere punce niso htele. Pa nisem jih silila, sem rekla, okej, kjera noče ne treba. In so zelo lepo je spadlo, res. Dobro, dala smo in razne rute, ki so si malo kaj okrog zavezle, ampak je revija
zelo lepo izpadla, ne. Lahko bi vulgarno, pa ni, ne. Potem sem iz Mure imela modele, sem šla včasih v Muro po modele. So posodili. Posodili, to so vse posodili. Potem te športne trgovine z Maribora, vem, kaj smo imeli enkrat tisto veliko, eno športno trgovino. Kako se je reklo, zdaj ni več. In so imeli jahalno športno opremo, teniško športno opremo, nogometno športno opremo, plavalno športno opremo in mi smo tako priredili izhode. Aha. Da je šel izhod. Po kategorijah nekih, ja? Kaj zvem, lovcov, lovska oprema, tenis, ne, krasno je izpalo. Vesna Danilovičeva je vedno vodila modne revije, ker to je bil tekst zraven in Seveda. tu glasbo pa mi je navadno imel Bombekov Darko, tudi zelo fajn, ker je za vsak izhod morala svoja glasba biti, ne. Seveda. In vseeno je moralo to vse štimati, ne. Vem, kaj sem bila nervozna, tako ne moram povedati. No, danes torej, še No, kaj tako da ostalo? zaključim. Ja. Otroke sem tudi imela, ne? In to od 2 let do 8 Manekenke. let. Manekene. In manekene. Po 2, 2-letna, 4-letna, 6-letna, 8-letna. In to vedno punco fanta in potem je fant vedno punčko gnal na oder, Seveda. jo zavrtel in nazaj. Fajn so bili otroci ti. Pa tudi smo imeli tečaj z njimi, ker se jih morajo naučiti. Ja, seveda. In tu mi je Tomaž Bolcar pomagal. Vem, da smo enkrat prav v kulturnem domu smo imeli tečaj s temi malimi otroki. Nisem imela prakse z otroki delati, on pa je imel. Ker je te plesne tečaje imel, ne? In mi je izredno pomagal. Ker je prišel in smo skupaj ta tečaj speljala. No, Tako da, super. smo sodelovali. No, v glavnem, še kaj, pravzaprav je sploh težko povedati vse v eni uri, ne? Organizirala sem te otroške živžave Aha, čakaj, to je tudi bilo. v Mestni Grabi. In kjer smo imeli vedno tudi modno revijo. Potem so pevci prišli, enkrat so čuki prišli. Potem smo tudi imeli, da so konje pripeljali, da so otroki konjahli, enkrat so z baloni prišli, da smo z balone imeli, ko so v luftlaku leteli in tako dalje. Jaz sem vedno nekoga zraven povabila, ne. Potem smo imeli po zimi, na primer z Marjano Krajnčan, zapusta v hotelu. Ja, ja. Potem smo imeli enkrat v Mestni Gradi Spidi in Gogi. Take zanimive stvari, no. To je mene vedno nekaj veselilo, nekaj organizirati. Počasno smo na konci, no. Ja. Mislim, da je bilo več kot dovolj, ne, za eno Več kot tako dovolj. obdobje življenjsko aktivno. Torej, trenutno pa V glavnem še vedno planinarim. Res. Kolesariš tudi, ne, te Ogromno videvamo. kolesarim, ja. To v glavnem s možem kup kolesarima. Naredimo tudi po 50, 60, kazen, koliko kilometrov si izberemo, Jeruzalem pa gor. Rada, oba se rada športom ukvarjamo, tudi v planine gremo dosti skupaj. No, nekaj pa pač, kot sem rekla, ženske vodim po planinah. No, kako izgledajo ti tvoji izleti, torej ti vodeni izleti po planinah Ja, za ženske? Jaz razpišem, kam gremo. In, Kje objavljaš to na Facebooku? Ne, to pa zdaj objavljam čisto osebno. Aha. Čisto osebno, ker pravzaprav pri velike skupine ne moreš peljati, ne. To 10 je maksimum. In jaz imam teh 10 žensk, se mi tu pa tam kdo pridruži, mi pride pa reče, da bo šel z nami, ga povabim na kakšne manjše ture, da vidim, če ima smisel. V glavnem so te ženske krasne, spet si ga vraga, jaz rečem. Mi smo si dale vražje prlečke. Aha. Ker mi hodimo res v resne planine, ne. Lani smo imeli 3 ure na Mlinarsko sedlo vesele v Klinih pa v Zajlah. In vse strašno rade plezajo. In to jim je užitek. Nekatere so nehale, ker ne zmorejo več, ker pač leta pridejo, pa ne zmorejo, jaz to razumem. Ne vem, kaj je z mano, ko mi leta ne pridejo, ko ne zmorem več, jaz še vedno zmorem. Ja, vi rdečeni ste korenine, ne? Ja, zdaj to je tako, če stalno, imaš stalno isto kondicijo, ne? Ne gre te dol, ne, če se ne spustiš. No, ti si v bistvu dokaz, ne, za to, Ja. ne, kako je človek, kako je gibanje pomembno, ne? Izredno pomembno. Jaz plavam tudi ogromno. Poleti sem skoraj vsak dan na bazenu, pa preplavam 1 kilometer.
Vabim vse ženske, to je tako lepa rekreacija. Prideš, 3/4 ure plavaš, pa greš, če nimaš časa. Ja, dejansko je tako, ne zapraviš pol dneva s tem, ampak narediš pa ogromno. Mi je lani razlagal ta bademeister, ki je na bazenu, je rekel, da je neverjetno za srce dobro plavanje. Ker pri plavanju se masira srce, to mi je razlagal, ne. Je rekel, plavalci imajo vsi zelo zdravo srce. No, v zimskem času pa v zaprtem. Jaz sem hodila v zaprti, sicer je pač odprt bil samo v petek, soboto pa nedeljo, ampak sem šla. No, torej, plavanje, planinarjenje, imaš še kakšne načrte? Kolesarjenje, seveda? Kolesarjenje. Zdaj gremo na Radoho. Ne, na Radoho so šli danes brez mene, zaradi tega intervjuja sem odpovedala. To pa si štejemo v posebno čas. Res, danes je Radoha, imam že slike, so vzele enega vodiča zraven, ki niso šle same. Gremo pa k Tomažu Bolcaru na Kokrško sedlo. 26. ne? 26. Tako, vabim zraven, ni zaprta družba. Šli bomo iz Kamniške Bistrice. V bistvu se začne pohod tam, ko tovorna žičnica gre gor. Ampak je lep izpon, tak 2 uri pa pol, bi jaz rekla. To pomeni, da z žičnico se tudi lahko pelješ Ne, gor? ne, to pa je samo tovorna žičnica. Prepovedano. To jim ti prepoveš ali je dejansko prepovedano? Dejansko prepovedano. Veš, da se je nekdo enkrat ubil na tej tovorni žičnici. Se je pelal. In kakšna je pot, recimo, do Zdaj, poti so različne, ne. Mi smo že verjetno ženske hodile po vseh poteh, lani po eni najtežjih, iz Jezerskega. Na Češko kočo, čez Mlinarsko sedlo, pa potem do njega, se ti pravim, ko smo hodile čez 10 ur. Letos gremo tu, ta ni najdaljša, ta je najkrajša, je pa fejst strma. Od začetka si v gozdu, greš po gozdu, lepa pot je, pelana levo, desno, pa priješ na čistino, že kočo vidiš, ampak še 1 uro najmanj do nje lezeš. Tako, ki na mulatjera je spelana. Levo, desno, malo tečna, ampak dobro. Če je vročina, je hudič, ne? Pa se zdaj navadno ni vročina še. Pa vzameš kaj za popiti samo, Ne, za popiti tako moraš. No, kakšna hitrost je to? Koliko to, recimo... Mi imamo nekako tako hitrost, kak je napisana. Tu pa tam gremo malo dalj. Jaz se absolutno prilagodim ženskam. Včasih imamo kjer novo, kaj ne poznam, pa tak dalje. Potem jo dam takoj za sebe. Zato, ker ne more biti zadnja vrste, nekaj potem njen tempo imamo. Jaz imam en taki normalen planinski tempo. Punce pravijo, ko imam zelo fajn tempo. Ne prehiter, ne prepočasen. Prilagodljiv, ne? Najbrž. Tempo mora biti tak enakomeren, da ti uspeš premikanje nog z dihanjem uskladiti. Ti ne smeš se zadihati. Ne? No, kakšne napotke pravzaprav nekomu daš, ki se vam pridruži na novo in se torej odpravljate na neko No, turo? najbolj pomembna je oprema. Čevlji, ne? Čevlji, brez dobrih planinskih čevljev jaz ne vzamem svojo turo nobenega. Zelo priporočam palce, te pohodniške, ker pomagajo, razbremenijo. Mogoče ne toliko gor, koliko dol. Kolena razbremenijo in tako dalje. Pa ravnotežje te držijo, tudi ne padeš kar tak. Dobro, če si skala v klinih, potem jih zložiš skupaj, se so to zdaj danes palce, ki si jih v rukzak daš, jih na malo spraviš. Drugače pa res priporočam palce, potem vse se včasih smejijo, ampak brez bunde, kape in rokavic z mano ne greš. Se je zgodilo, da je za 20 stopinj temperatura pala in je začel sneg iti. Se je res, da ti je mogoče tečno to bundo nositi. Bundo pač mogoče malo lažjo. Samo brez tega ne. Rokavice, Kapa to je obvezno. in bunda. Res, to je izkušnja, ne. Za dež je tudi kakšno pelerino fajn imeti, ker potem nisi moker, če nisi grozno tusti na dežju, če pa si malo več, te pa si tako moker, ker ti teče tu, pa od spodaj, ampak je fajn pelerina, ne. Pa ne preveč hrane, ker so zdaj koče, ki so res, imajo perfektno hrano in potem nekaj na žlico poješ, pa kaj.
Včasih smo konzerve nosili, tega več ne nosimo. Pa zapiti zadosti, ne? To pa res. To pa je. No, s kakšno organizacijo taborov se več ne ukvarjaš? Ne, s taborom pa ne več. To izredno dobro delajo v okviru Planinskega društva Ormož. Marjan Kukovec je takrat to prevzel, zdaj že mlajši za njim prevzemajo in delajo zelo dobro. Moram jih pohvaliti, delajo zelo, zelo, zelo dobro. Tako da jih občudujem. Tu pa dan smo šli še pogledat. Pa je tak, veš, pogledat nekoga, kak tam je, pa kaj se mu dogaja, pa je brez veze, ne. Je brez veze. Štefka, hvala lepa, da si vzela čas. Ja. Zelo zanimivo te je bilo poslušati, torej tudi tvoje dejavnosti so zelo zanimive, ne? Ja. In dejansko smo malo pozabili, ne? Kljub temu, da smo že starejši nekateri, ampak se pozabi, ne? Pozabi se, ne. Včasih mi je, sploh od moža mama, ona je bila taki pesimist, je rekla, starost ni lepa, veš, pa se mislila, nima prav. Tak čist malo ima prav, ne, ker se stvari pozabijo. Ogromno se nekje naredijo, pa nišče več za to ne ve. Ne, pa potem nekaj prideš v eno družbo, pa se obnašajo, da nisi vreden čisto nič. Ja, sem lani šla na sestanek Planinskega društva, pa moram reči, ko se nisem vreden počutila. Ogromno je bilo mladih, delajo, pridni so vse, tebe pa ne poznajo, pa nič jim je nišče ne povedal, kaj si delal, pa kaj si naredil. Pa to ni bilo 5 let, to je bilo četrt stoletja, pa še vedno delaš. Še več, ne? Še vedno delam, ne? Jaz imam najmanj 10 akcij, v jesen grem na 3-dnevno turo z ženskami, jaz imam kar načrtano, avgusta gremo na Triglav in tako dalje. No, nisi povedala, da si 50-krat bila. Si povedala, nisi? To zdaj ne vem, če sem povedala res čez 50-krat, jaz sem te ture štela, pri 50 sem se nehala. To pomeni, da še je možno več, ne? Ne, jaz sem večkrat bila na Triglavu z Ormožanci. Skupine sem vodila 50-krat na Triglav. Res. No, potem si prava Slovenka. Ja, mogoče bi to rekla, jaz se srečam, zdaj sem se glih z eno srečala, ki bi šla na Triglav, ne? Ja, če grejo vsi na Triglav, potem jaz tudi lahko prijem na Triglav. Ne, sem rekla. Ti slučajno. Triglav je na dan 6-7 ur hoje, po tam malem poprek ali po dolgem je, si zmožna toliko ur hodite. To ni poravnen, to je vzpon. Se bojiš klinov? Zadnji vzpon od Gredace gor so sami klini, pa zdajle. So prepadi pod tabo. Imaš mogoče vrtoglavico, imaš kondicije toliko, imaš takšno in takšno opremo. Jaz sem kar razdelala z njo, ne? In zdaj se mi je že pridružila v ene akcije in jo hočem na enih 5 akcijah imeti zraven, da nabere kondicijo. Zdaj bom jo sprobala tudi na klinih, pa na zajlu. Ja, pa če je sploh sposobna za torej Triglav. Ja, ker ljudje podcenjujejo, Triglava ne podcenjevati. Triglav ni en foh. Jaz zadnje leta peljem 3 dni na Triglav. Ker je potem to malo več, imaš vseeno. Ampak se tudi hodi 5-6 ur, ne. Zdaj so si letos mislili, ka 2 dni, malo me celo strah. In kje prespite potem? Na Kredarci? Letos bomo na Kredarci. Če pa gremo 3 dni, pa spimo na Kredarci ali na Doliču, na Triglavskih jezerih, tako da res doživiš nekaj. No, katera ta pot pa dejansko je najlažja, no? Recimo iz Kredarice ali iz katere druge strani? Iste so, ni lažje. Ni? Ne, ni lažje. No, odkot? Gre se s Kredarce, gre se čez Luknjo, gre se po severni Triglavski steni, gre se iz Doliča, ta zadnji del je si v skalah, in moraš plezati, in so klini in zajle, in ne moreš mimo tega. Ne moreš. In avto ne pelje, in gondola ne pelje. Ampak že do tja je treba priti, ne? Ja, seveda. Zdaj do Kredarce prideš iz vrat, prideš iz krme, prideš iz kota, prideš Kazvin kot vse poti so težke. Dobro, ene so malo bolj izpostavljene, ene malo manj. Čez Pokluku, na primer, je ena takšnih bolj vandrastih poti, sam traja, so celi dan hodiš. Štefka, hvala lepa, naj ti to veselje ostane še dolgo, dolgo, ne? Predvsem ti želimo zdravja in seveda te neke pozitivne energije. Še ti želimo veliko, tako da hvala za obisk in čestitke za to priznanje, Hvala. ker si ga dejansko zaslužila, torej kot zaslužna
športna delavka, ne? Ja, toto leto 25 je veliko zbrisanje. Ja. Dolgoletna, nekajletna, nekaj desetletna, ne? Ja. No, nekajkrat po 10 let. Nekajkrat po 10 let Ja. mojega udejstvovanja. Res na področju športa. Je pa res vse povezano s športom pri meni, ne? Ker šport pa imam rada. Ne? No, predvsem v imenu neke najne generacije, ne? Ja. Hvala za vse storjeno. Mlajši žal, tako kot si že rekla, ne vedo, ne, za vse te Ja, dejavnosti. vedo, malo smo jim zdaj Ampak, povedali, ja. mogoče, da je kdo poslušal. Ja. Me pa pozna ogromno ljudi. No, to je tudi. To so naši nekdanji člani taborov, planinskih vzponov, aerobike, kaj pa jaz vem, kaj vse. Pa se včasih čutim, kdo vse me ne pozna, jaz ga ne poznam več. Ja. Odzdravim, prijazno. Pa pol včasih vprašam, odkot se poznamo. Je treba, ne? Ja. Hvala lepa in srečno. Hvala tudi tebi, hvala, da ste me povabili. Srečno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Štefka Borak, nekdanja Petkova, je bila danes z nami. Veliko zanimivega smo slišali o njenih športnih dejavnostih in tudi siceršnjih. Hvala za pozornost, bodite z nami tudi čez teden dni, ko pa bo že na sporedu oddaja o zdravju z Alenko. Vse dobro vam želimo in srečno.